dajmo. Takole. Evo, bomo kar začeli. Lep pozdrav vsem prisotnim, nekateri se bodo še pridružili. Dobrodošli tu v teh prostorih, za katere sem zvedel, da je nekoč gostovala kar dolga leta služba družbenega knjigovodstva, ko je ta država še poznala neko finančno disciplino. Tako da se mi zdi, da je ta simbolen pomen te zgradbe tudi stopa v to današnjo novinarsko konferenco. Rad bi vas še opozoril na to, da hkrati s novinarsko konferenco predstavljamo tudi našo spletno stran. Tamle zadaj imamo računalnik in sicer pa lahko tipkate kadarkoli na novaprihodnost.si in boste našli vse informacije o gibanju, pa tudi vse dokumente, ki smo jih doslej sprejeli in bom danes čisto na kratko predstavil. Novinarska konferenca ne bo trajala več kot 10-15 minut, ko bomo na kratko v bistvu poudarke izpostavili in pokazali, zakaj smo oblikovali to gibanje. Na vprašanje, kje je ostaj del gibanja, ne vam samo povem, da pač smo se dogovorili v vodstvu gibanja, da tokrat nastopim še sam in bomo eno, a pa prvo naslednjo novinarsko konferenco posvetili vodstvu gibanja in kdo sestavlja. Zaenkrat so ljudje želeli ohraniti še nekak svoj privaten položaj, potem se bodo pa izpostavili tudi s tem, ko se bodo bližale volitve. Če znamo brati simptome, pa lahko rečemo, da počasi že stopamo pred volilni čas. Vladna koalicija je v veliki krizi, nastajajo nova gibanja in kadar je nekaj takega na pomolu, takrat vemo, da se nekaj dogaja in da morda volilni čas ni tako daleč, kot se zdi na prvi pogled. Najprej, zakaj smo dali ime gibanju Nova prihodnost? Zato, ker smo proti stari prihodnosti, ki jo nam obeta stara preteklost in če želimo narediti karkoli novega, to imenujemo nova prihodnost, ne pa stara prihodnost. Zato vabimo v gibanje vse tiste državljane, ki imajo pogum, državljanski pogum, torej želimo, da se civilna družba znova prebudi, kot je bila živahna v 80. letih prejšnjega stoletja. Razlogi, zakaj ustanavljamo to gibanje, jih je veliko. Večina teh razlogov je predstavljenih tudi v dveh mojih knjigah, ki sta izšli letošnje leto, se pravi, zakaj Slovenija postala samostojna država, v kateri je analiza nastanka države in potem prvih korakov, ki so bili napačni in šli v napačno smer. Druga knjiga, nekoliko tanjša, Propad Slovenije, je pa knjiga, ki govori o naši sedanjosti, se pravi o tem, kako je slovenska politična elita zavozila to državo in v bistvu nas pustila na cedilu, tako da smo se znašli v trenutku, ko moramo znova začeti z civilnim družbenim gibanjem in s tem, da pravzaprav prenovimo slovensko politiko v celoti. Zakaj smo ustanovili to torej civilno družbeno ali pa državljansko gibanje? Prvič, zaradi izdanih obljub leta 1991. Ljudje so razočarani tem, kar je z te države nastalo. Drugič, zaradi popolnega gospodstva politike v vseh sferah našega družbenega, gospodarskega, kulturnega življenja, zaradi netolerantne politične kulture, zaradi nesposobne politične elite, zaradi uničevanja razvojnih možnosti, ki jih ima Slovenija in predvsem zato, ker želimo oblikovati neko novo reformno politično večino, ki mora nastati v Sloveniji v prihodnjem letu. To naše gibanje je doslej sprejelo, imelo je več razgovorov v tem letu, 4 dokumente, vsi 4 dokumenti so tudi objavljeni na spletni strani. Prvi dokument se imenuje Majniška deklaracija,
in posnema manjško deklaracijo iz leta 1989, skratka, na kratko povemo, zakaj se zavzemamo. Zavzemamo se pa za torej, svobodno, pravno in socialno državo, za suverenega državljana, ki bo odločal o teh reformnih korakih, in za slovensko državo, ki vključuje tudi svobodno civilno družbo, prosti trg in poceni vlado, poceni državo. Potem imamo dva dokumenta, ena je resolucija o razmerah v Sloveniji, drugo pa manifest Svoboda in varnost, kjer pravzaprav gre za naš program. V teh dveh dokumentih ugotavljamo prvič, da Slovenija propada, ne glede na številke, ki jih objavlja vlada. Slovenija je še vedno v krizi, ljudje so jezni in nezadovoljni. Gre za to, da se uničujejo razvojne možnosti Slovenije, propada pa Slovenija tudi relativno, če jo primerjamo z drugimi primerljivimi vzhodnoevropskimi državami, kjer smo nekoč bili daleč naprej. Drugič, gre za to, da je bila vsa slovenska privatizacija od začetka do konca na nek način udbomafijska. Gre za projekt akumulacije kapitala, v katerem deluje služba državne varnosti, pretekle strukture, ki se potem legalizirajo in slovenski kapital je torej posrkan preko podjetniških hobotnic, potem prenešen ven v davčne oaze, iz davčnih oaz pa v privatne žepe. Vse to je posledica gradualistične ekonomske politike, ki podpira predvsem državna podjetja in to na račun nastajanja novih podjetij ali pa vstopanja novih podjetij, pa tudi tujih konkurenčnih podjetij na slovenski trg. Omejuje se svoboda podjetniške iniciative na račun svobode tajkunskih interesnih skupin. Tudi Cerarjeva stranka modernega centra je napihnjena stranka brez svetovnega nazora, brez vsebine in takšne stranke so po pravilu vedno plen rentnikov, korumperjev, kriminalcev in ostalih predatorjev, ki plenijo po državi tudi danes, na ta dan, in vzpostavljajo vladavino kleptokracije, torej vladavino tistih, ki kradejo. Zato v Sloveniji vlada predatorski ali roparski kapitalizem. Poleg tega je pa tu še privatizacijski plen, ker je Cerarjeva vlada garancija za to, da bodo interesne skupine polastnine še tisto, kar je ostalo in od tega seveda odnesle velike dobičke v tej zadnji fazi privatizacije. Ta vlada prej kot ide, manj škode bo storila tej državi. K temu na koncu pridodajam še, in to je v dokumentih tudi dokazano, samega predsednika države, ki je pravzaprav orodje v rokah teh omrežij. Z tega vidika je Pahor volilna prevara in to tretjerazredna volilna prevara. Pahor je pravzaprav ime za neko postpolitiko brez vsake ideje in v gibanju se zavzemamo, da državljani ne dajo druge možnosti temu politiku, da bi še enkrat prevzel predsednikovanje Sloveniji. Potem, ko je Slovenijo zadolžil za 10 milijard in več evrov, in potem, ko zganja cirkus, ne pa tisto, za kar predsednik je izvoljen, mislim, da si ne zasluži drugega mandata. Zadnji dokument, ki utemeljuje naše delovanje, je Evropska listina, ki ima naslov Več Slovenije in manj Evropske unije. V tem dokumentu in kot gibanje pozivamo državljane in slovensko politiko k razumni presoji o slovenskem članstvu v Evropski uniji in k prenovi Evropske unije. To pomeni za nas, da je potrebno tudi vzpostaviti položaj, ko se odprejo na novo pogajanja o slovenskem članstvu v Evropski uniji in posledično o več sredstvih, ki jih naj bi Slovenija dobila, ki jih mora Slovenija dobiti iz Bruslja. Če Evropska unija
ne bo odzivna na to, da se mora spremeniti, če ne bo odzivna na to, da Slovenija izboljša svoj položaj, kot ga ima, potem seveda predlagamo, da se začnejo v Sloveniji postopki za izvedbo referenduma o izstopu Slovenije iz Evropske unije. Tako imenovani slow exit. V takšnem postopku bi slovensko ljudstvo znova vzelo nazaj v svoje roke svojo nacionalno državo in vse finančne, fiskalne, zakonodajne mehanizme, ponovno se uvede tolar kot valuta, vzpostavi se lastni nadzor na mejah in podobno. Z idejo referenduma ne želimo seveda igrati na populizem, na nacionalizem ali pa na ksenofobijo, ampak je uperjena predvsem proti slovenski in evropski politični eliti, proti paralizi, ki jo ta elita povzroča in proti temu položaju, v katerem se Evropska unija znašla, ko nima odgovora na prihajajoče izzive. Nemogoče je, da je Evropska unija postala recimo talka takšnega diktatorja, kot je Erdogan. Hkrati smo tudi proti vsem praksam, ki ne spoštujejo slovenske ustave, naše slovenske kulturne tradicije, ki ne spoštujejo ženskega dostojanstva in ki kršijo človekove pravice. To je ves kompleks, ki je povezan tudi z pojavom islama v Sloveniji. In naslednja zadeva iz te listine, ki je pomembna, slovenska zunanja politika, seveda prva izbira, tudi naša, je še vedno prenova Evropske unije, vendar pa tudi v prihajajočih časih lahko računamo na to, da bodo turbulentni in mora slovenska zunanja politika postati enotna navzven. Hkrati pozivamo h krepitvi slovenskih varnostnih in obrambnih sil. Zato se zavzemamo, ker moramo povečati lastno varnost, za ponovno uvedbo vojaškega služenja, nekaj 3-4 mesece, in potem ustanovitev prostovoljne nacionalne garde. S tem bi okrepili slovensko obrambno sposobnost. Naše gibanje je pravzaprav torej gibanje, ki bo še nekaj časa ostalo gibanje, ne izključujemo pa nobene možnosti, da bi postali stranka, politična stranka in kot taki nek del širše reformne koalicije, ki bi lahko oblikovala neko vlado dejanj, neko delovno vlado in za takšno vlado bi prispevali neki idej. Samo navržem na koncu, kaj je tisto, kar je pravzaprav najbolj značilno, zakaj se konkretno zavzemamo v našem gibanju. Prva zadeva, ki bi omenil, je to, da terjamo prepolovitev državne birokracije. Sprejeti poseben program zmanjšanja državne birokracije in jo v enem mandatu prepoloviti, nadomestiti z e-upravo, hkrati pa za te bivše državne službence sprejeti dodaten program zaposlovanja in privatne pobude. Zavzemamo se za revizijo vseh privatizacijskih, bančnih in drugih nezakonitih finančnih postopkov, tudi državnih naročanj, se pravi odvzem nezakonito pridobljenega premoženja in za delno amnestijo tistih, ki bi svoj kapital, ki ga imajo offshore, se pravi v teh davčnih oazah, vrnili v Slovenijo. To bi pomenilo neko delno amnestijo. Zavzemamo se za drakonsko povečanje pa zaostritev kazenske zakonodaje, podvojitev kazni, za večji nadzor, predvsem na področjih korupcije, v državni upravi, v politiki in vsega, kar imenujemo kriminal belih ovratnikov. Želimo spostaviti moderno okolje za investicije, tudi tuje investicije, ki nosijo nova delovna mesta. Zato menimo, da je treba davke znižati, plače pa povečati, ker to bo obnovilo potem tudi srednji razred v Sloveniji, ki je tako rekoč izginil v zadnjem desetletju po krizi. Za mlade zahtevamo zagonske start-up programe, kooperative,
zraven pa dodatno nek celovit natalitetni program. Zahtevamo reformo zdravstva, to je celoten kompleks, kjer ne bi izgubil besed, ampak skandinavski model, da ne odkrivamo tople vode, bi bil zelo primeren tudi za Slovenijo, prekopiramo dobre prakse in jih prilagodimo našim razmeram. Zahtevamo reformo študija, kjer bi veliko več vpisa moralo biti, in to je samo začetek reforme, na matematične, naravoslovne, računalniške študije in veliko manj na družboslovne študije. V tem smislu predlagamo tudi ukinitev fakultete za družbene vede, ker je to tovarna, ki letno proizvaja na stotine nezaposlenih in nezaposljivih ljudi. Mislimo, da filozofska fakulteta povsem odgovarja potrebam takšne države. Zunanjo politiko velja strogo vezati na gospodarske interese Slovenije, na geslo Slovenija prva, hkrati pa v zunanji politiki je potrebno absolutno na novo vzpostaviti, reflektirati odnose s Hrvaško zaostriti, ker Hrvaška sistematično nasprotuje kateremukoli slovenskemu interesu v zunanji politiki. In za nas je absolutna zvestoba arbitražnemu sporazumu, celovitemu Piranskemu zalivu in izhodu na odprto morje. To je absolutni minimum, ki ga zahtevamo in čakamo na odločitev arbitražnega sodišča, da te zahteve izpolni in da jih spoštuje tudi hrvaška stran. Na koncu terjali bomo prepoved vseh korporativnih strank. Namreč v model, ki ga imamo v Sloveniji, model liberalne demokracije, to pa pomeni, da v tem modelu sodelujejo stranke splošnega predstavništva. Ne pa korporativne v tem smislu, da imamo stranko mladih, pa stranko starih, pa stranko ne vem koga še, skratka zahtevamo prepoved Desusa kot stranke, ki je korporativno organizirana. In to, kar bo zadnje dneve še posebej tudi v fokusu dogajanja, v ustavo smo zapisali vodo. Mislim, da današnjemu modernemu Slovencu in Slovenki je internet najmanj toliko pomemben kot voda, živimo od obojega, tako da se mi zdi, da je ta pobuda, da se pravica do brezplačnega interneta vpiše v ustavo, pobuda, ki jo vredno podpreti in ki jo bomo zagovarjali, kajti internet je na približno enaki ravni, kot je voda za današnjega sodobnega človeka. Torej, če zaključim z eno besedo, naše gibanje bo v prihodnje v svojih dejavnostih in aktivnostih zagovarjalo svobodnega posameznika, svobodnega državljana in avtoriteto države, ki je ni. Drugič, močno civilno družbo, ki je aktivna, ki daje pobude, ki sodeluje v demokraciji, in voditeljsko vlado, ki zna nase vzeti odgovornost, predvsem pa odgovornost za reforme, kjer Slovenija 15 let zaostaja z vsemi ostalimi evropskimi državami. Nenazadnje smo za kapitalizem, za to socialno tržno gospodarstvo, vendar za takšen tip, ki služi ljudstvu, ki služi vsem. In potem se mi zdi, da bodo ocenjevali ljudje tudi potem uspešnost slovenske države in politike. Tle na tej točki bi zaključil. Če je kakšno vprašanje, sem seveda na voljo. Sicer pa vse, kar sem povedal, boste tamle si lahko vzeli, je napisano, tako da vam olajšamo delo in je na voljo. Če ni vprašanj, potem se zahvaljujem za vaš obisk. Bili smo kratki, učinkoviti. Vidimo se na naslednji naši dejavnosti, kjer bomo tudi predstavili ljudi in vse tiste, ki bodo nosili to gibanje in skratka upamo iz njega naredili neko novo uspešnico slovenskega političnega neba. Hvala lepa.
Evo, kdor želi. Mislim, da sem od začetka novinarske konference, pa bom zdaj postavil par vprašanj na končni podlagi. Ja. Se papir se povzel, ne? Ja, papir sem vzel. Okay. Itak sem se pa tudi zapisoval že vmes. Kam se postavlja? Ne vem, poleg. Da se formira v stranko. Slišali smo kar nekaj revolucionarnih misli, da tako rečem, ukinitev Desusa. Ja, v skladu z konceptom liberalne demokracije, ki je model v vsem zahodnem svetu, stranke, ki prihajajo v politični prostor, zastopajo splošne interese, ne pa nekih ozkih posamičnih skupin. V tem smislu ima veliko držav tudi prepoved sodelovanja korporativno organiziranih strank, se pravi strank, ki zastopajo samo, ne vem, ženske, mlade, stare, ljubitelje pivce piva in tako naprej. Se pravi, zdi se mi, da tudi v Sloveniji velja v zakon o strankah uvesti takšno klauzulo, ki prepoveduje korporativne stranke in s tem bi kot posledično seveda moral ukiniti takšno stranko, kot je Desus, kajti zdi se mi, da druge stranke v svojih programih dovolj dobro zastopajo interes upokojencev. Ta stranka sama je pa znana pa potem, da zastopa vse druge interese, razen upokojenskih, kajti drugače ne bi pokojnine padale že 10 let zapored. Veste, kaj me zanima? Kam bi vi, recimo, če vzamemo polariziran politični prostor, umestili gibanje Nova prihodnost? Jaz vidim gibanje Nova prihodnost v politični sredini. To je sredina, ki, bom rekel, je socialno čuteča, pa vendarle skrbi za podjetništvo, za to, da država funkcionira in ima pa seveda tudi vrednote, ki so vrednote slovenskega okolja in se mi zdi, da jih je vredno zastopati, sploh v politiki. In potem, ko je ta nek propadel poskus nekega vpeljevanja etike umetno splaval po vodi. Torej, mi smo trdno sredinska formacija, tudi pozneje, ko bomo stranka, bomo to sredinskost ohranjali, želimo biti predstavniki, bom rekel, širokega slovenstva in pa predvsem tistih ljudi, ki želijo Sloveniji dobro. A vidite v trenutnem parlamentu, ne vem, stranke, s katerimi bi lahko sodelovali? V trenutnem parlamentu bi rekel, veliko takšnih strank ni, zdi se mi, da je potrebno veliko strank zamenjati, pa vendarle smo politični realisti, torej iščemo zavezništva in zdi se mi, da je ta poziv, ki ga je sprožila na zadnjem kongresu Nove Slovenije gospa Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije, zanimiv, se pravi oblikovanje tretjega stebra, kot neke nove koalicije, novega zavezništva strank, ki nočejo niti pod okvir neke tranzicijske desnice, niti tranzicijske levice in na ta način skušamo skupaj oblikovati neko tretjo ponudbo slovenskim volivcem. Že recimo ste se pogovarjali kaj, tudi da bi nastopili skupaj na volitvah, kot nekakšna koalicija, že predvolivna? To je za sklepanje zavezništva je seveda še zgodaj, vendar pa moram priznati, da pogovori tečejo in če bodo uspešno končani, dvomim v to, bomo v doglednem času oblikovali neko močno, torej sredinsko
koalicijo tretjega stebra in v tem smislu se mi zdi ta pobuda nek novum, nekaj novega, ki je postavljen pred volivce in ki lahko pravzaprav prenovi slovensko politiko s temi novimi idejami, ki jih tudi mi kot gibanje vnašamo v politični prostor. Zdaj imam pa še eno vprašanje. Prej ali vsak politik trči ob sindikate. Vi napovedujete znižanje davkov. To vemo, da sindikatom ne bo šlo enostavno čez. Po drugi strani prepolovitev državne uprave, se pravi javnega sektorja, tudi tu bo treba krpko ropotati z sindikati. Ste pripravljeni na odprt boj z sindikati, pa na kakšen način? Ko sestaviš tak program, moraš seveda, tako kot ste povedal, poznati slovensko realnost in jasno je, da ravno za tega se zavzemamo za voditeljsko vlado, za močno vlado, ki bo proti odporom, ki so lahko močni, torej znala speljati, realizirati ta reformni paket, ki ga Slovenija nujno potrebuje. Jaz upam, da z roko v roki sindikati, kajti sindikati na Zahodu podpirajo takšne vlade, ker vedo, da bodo na koncu njihovi člani na boljšem. Na nasprotnem primeru bo ta država naprej tonila in mislim, da na dolgovih in na kreditih graditi neko blaginjo in izseljevati državo, ker denarja ni, je slaba politika. Torej, propulzivno gospodarstvo, ustvariti nova delovna mesta in tako naprej, poskrbeti za zaščito, tudi za to, da imajo zaposleni delež pri dobičku in tako naprej. To so vse zadeve, ki so pisane tudi na kožo sindikata in zato upam, da bomo našli skupne besede in se znašli na reformni strani tega projekta. Kaj pa pri ukinitvi FDV-ja? Menite, da boste našli sogovornike, ki bi bili za to? Jaz mislim, da je povsem nemogoče, da je država plačuje fakultete, ki proizvajajo na stotine nezaposlenih. Fakulteta za družbene vede je najbolj tipični primer tega in zdi se mi, da je nujno narediti nekaj ostrih rezov in študij pravzaprav preobrniti v tisto smer, ki bo šla v smeri gospodarstva, potreb gospodarstva, internacionalizacije gospodarstva. V nasprotnem primeru nam bodo mladi ljudje še naprej bežali v tujino, ostaja en del pa na Zavodu za zaposlovanje in se mi zdi, da tu nekaj rezov je potrebnih in nujnih, zato je ukinitev FDV-ja simbolna poteza, so pa še druge reforme potrebne, če hoče Slovenija dobro živeti leta 2020. Najlepša hvala. Vam tudi hvala. Evo. Ja.